svetujem, da tisti, ki uporabljate zastonjske verzije, tvegate tistih 20 € in se začnete učiti ali pa uporabljati verzijo, ki ima thinking. Jaz imam to zmeraj vklopljeno, predvsem zaradi tega, ker čeprav do odgovora, oziroma da prideš do odgovora, traja svoj čas, vseeno dobiš to, kar si zahteval oziroma pričakoval. Se pravi, globoko sklepanje, kadarkoli je vprašanje povezano z nečim, kar je potrebno poiskati po internetu, so zraven viri, ki jih lahko zmeraj pogledamo in se prepričamo, ali je ChatGPT potem, ko je pripravil odgovor, odgovoril tako, kot je v navedenem viru. In če gremo do nastavitev, zelo pomembna stvar, levo spodaj, lahko kliknemo nastavitve oziroma settings in v personalizations. Oziroma personalization imamo nekaj nastavitev, ki jih morate poznati. Se pravi, ChatGPT je zelo validacijski oziroma narejen je tako, da nam validira vsako naše vprašanje in da se odziva toplo, da se odziva čim bolj strinjajoče se. In to nas lahko zelo hitro zavede, zaradi tega, ker ljudje po naravi povezujemo inteligenco z spretnim govorništvom. In ChatGPT seveda sestavlja zelo prepričljiva besedila, ki pa pogosto niso najbolj natančna ali pa celo zelo napačna. In zadnjič me je zelo presenetilo, ko sem prebral v eni študiji, da 4/5 mladih uporablja ChatGPT za svojega osebnega svetovalca duhovnega. Na primeru tega, kako je tretiral primer avtopralnice in umazanega avtomobila, lahko vemo, da mladi, pa tudi starejši, od ChatGPT-ja dobivajo nasvete, ki so pogosto povsem izmišljeni. In tudi recimo 7 dokumentiranih primerov samomorov je že na podlagi tega, ker je ChatGPT človeku rekel, da naj stori samomor, oziroma da naj se poškoduje. In to je zaskrbljujoče in tega se moramo zavedati, ko uporabljamo ChatGPT. In to je prvo, recimo, varnostno navodilo, kaj se sme in kaj se ne sme ali pa kaj ni priporočljivo početi s ChatGPT-jem. Se pravi, gremo k personalizaciji, nastavitve. Jaz imam osebno tukaj vse nastavljeno na les, razen recimo headers and lists. Emojijev skoraj da ne dovolim. V custom instructions lahko napišemo emojis are forbidden. In na ta način bo ChatGPT še bolj razumel, da so mi emojiji res, da so res nedobrodošli. Česa še ne maram? I also do not like M-dashes. M-dash je dolgi pomišljaj, ki je sestavljen iz 2 vezajev oziroma pomišljajev. Potem imamo pa še memory. Memory, če je memory funkcija vključena, pomeni, da ChatGPT si v nas shranjuje določene spomine. In mi lahko tudi pogledamo, kaj si ChatGPT v nas shrani. In včasih je recimo noter v memoryju shranjen zapis o tem, kako je mi psu ali pa kaj rad jem. V primeru dela mi to zelo malo koristi, zaradi tega, ker prej moti kot pomaga. Zato imam jaz memories izključeno. Na ta način tudi skrbim za to, da je vsak začet pogovor s ChatGPT-jem začet iz nule, da on ne ve nič o meni, o tem, kar želim, zato ker se zanašam na to, da bom napisal zelo dobro navodilo. Naslednja stvar pa je, ki jo bomo danes dodobra spoznali, verjamem, da vas to že veliko ljudi uporablja, pa so projekti.
ChatGPT Project so zame ena najbolj uporabnih funkcionalnosti, ki jih trenutno lahko dobimo v ChatGPT-ju. Kaj to pomeni, ne? Kaj so projekti? Projekti so v bistvu skupek dobrih navodil. Če pogledamo na navodila, recimo, to so moja navodila, kako se naj ChatGPT v določenem primeru obnaša in recimo vseh pomembnih datotek, ki sodijo zraven, da zgradijo cel kontekst in razumevanje o neki operaciji, kar v nekem projektu, ki ga pač počnem ali pa želim izkoristiti ChatGPT za to, da mi pomaga pri izvajanju tega projekta, ne. In recimo en tak primer je moj business developer, kjer imam recimo cenike, SOP-je in podobne stvari in na podlagi tega lahko potem z enim preprostim vprašanjem ne rabim več pisati dolgih vprašanj in razlag, zakaj to hočem in zakaj nekaj sprašujem, ampak ChatGPT samo pogleda sistemsko navodilo, pogleda datoteke in takoj odgovori, recimo, neka storitev stane toliko in toliko, ChatGPT pregleda cenik in sestavi recimo seznam cen, ki sodijo v to storitev, seznam urnih postavk, trajanje recimo tudi, kako dolgo okvirno traja takšen postopek. Potem imam SOP-je za raziskave trga, SOP-je za raziskave recimo podjetja in tako naprej. In vse to je že vnešeno v postopki, v ChatGPT oziroma v projektu in na ta način se lahko zelo, zelo preprosto pogovorim z enim preprostim vprašanjem. To, kar je v bistvu tudi načeloma namen nekega podjetja. Ne predstavljate si, da ste direktor nekega podjetja in dajete navodila svojim zaposlenim. Ta zaposlen bo delal to, ta zaposlen bo raziskal trg, ta zaposlen bo poskrbel, da bo komunikacija med strankami in podjetjem tekla in tako naprej. In zato si lahko ustvarite projekt, lahko si ustvarite več. Recimo, tu sem si ustvaril en projekt, ki mi dela samo prezentacije. To je ena izmed teh prezentacij. In recimo takole, sam ChatGPT s temi prezentacijami te prezentacije naredi dost blede, ne? Tale pa jih mogoče že malo oblikuje, pripravi do tega, da jih jaz potem odprem v PowerPointu in še malo dodelam. To je bil en test, ker sem mu naročil, naj pove, kako skills standards, ki ga bomo zdaj zelo dobro poznali, spreminjajo naše delo, ne.